Dober dan. Večina nas hoče imeti lepe pa močne trebušne mišice, pa se mi zdi, da nas je tudi večina od tetih pripravljena vložiti neki truda v to. No, danes se ne bomo pogovarjali kako do lepih trebušnih mišic, zaradi tega, ker je za to odvisna predvsem genetika pa bolj kot ne prehrana. Ampak se bomo pogovarjali bolj o manj ljubi temi in sicer kako priti do močnejših trebušnih mišic. Zdaj, močnejše oziroma močne trebušne mišice oziroma predvsem kor nasploh nam bo pomagal pri čisto vseh športih, zaradi tega, ker kor je v bistvu baza za to, da lahko mi pol razvijamo gibanja tako, kako je treba, ker pač imamo potrebno stabilizacijo. Danes bomo razdelali eno izmed mojih po eni strani sicer najljubših vaj, ampak je tudi po mojem mnenju najtežja, ker ni zdaj sam izolacija trebušnih mišic. Če izvajamo vajo tako, kot je treba, bomo razvili moč tudi povsod drugod, ne samo v trebušnih mišicah, kar je pa itak sam še plus. Vajo sem posnel na tak način, ko sem se v bistvu lotil jaz sam pred 2 letoma začeti delati, zaradi tega, ker sem imel prvo neke probleme z ramo in nisem mogel delati čisto v redu in pol itak, ko sem jo hotel narediti, nisem bil dosti močen za pravilno izvedbo in sem šel pač pol z progresijo in sem se danes odločil tudi, da bom šel po korakih od najlažje izvedbe vaje pa do končne izvedbe vaje, ko jo pač jaz zdaj delam v vsakem treningu. Rad bi se zahvalil še vsem Patreon podpornikom, ko pač s svojo podporo skrbite, da se kanal razvija v pravo smer. Ok, zdaj pa ne bo že kar gremo na video. Vaja, o kateri bomo danes govorili, je v bistvu hanging leg raise oziroma potek stegenih nog do štange nad glavo. Pojma nimam, če se tako reče po slovensko, to mi nikoli ni šlo niti na faksu za ta poimenovanja, tako da prosim, če kdo ve, kako se reče vaj hanging leg raise po slovensko čisto pravilno, ne napiše komentar, da bojo še drugi ljudje videli, ker jaz tega ne vem. Zdaj, tako sem že jaz prej rekel, to je po moje ena izmed najtežjih vaj za trebušne mišice nasploh, zaradi tega, ker je pač v celo izvedbo giba vključenih tudi več mišic. Zdaj, pomembna je tudi full moč samega gripa, kako pač trdo lahko mi, oziroma kako močno lahko mi štango primemo. Pomembna je tudi naša gibljivost, predvsem mišic zadnjih lož, se pravi bicepsa, semitendinozusa pa semimembranozusa. Malo so tudi gluteusi tule zraven, tako da tudi če so gluteusi zategeni, bo vaja malo teže izvedljiva. In pol je tu še itak en kup stvari, če se hoče vaja izvesti, ko je treba. Se pravi aktivacija lopatic navzdol, se pravi depresija, pol vključevanje seratosov, da bomo potegnali prsa not oziroma da bomo imeli prsa zaprta, pa še bi lahko nakladal, kjer mišice so, ampak to zdaj ni tako pomembno. V glavnem vidite pač, da je vaja kompleksna in zato je tudi meni itak všeč. Ok, zdaj pa gremo po delih, pa bomo šli čisto od najlažje izvedbe od začetka, da se prava pozicija najde, pa pol korak za korakom, da bomo prišli enkrat do končne izvedbe. Prva vaja je v bistvu aktivno visenje, to si lahko v bistvu že v prejšnjem vlogu vidite, ker se bo tule zdaj gre pokazala siva ikonica, je ful podobna kot pri prejšnjem treningu, ko jo delam čisto vsak trening zraven, že sam zaradi tega, da se ogrejem čisto, ko je treba pred pač pull-upi pa nasploh vajami z lastno težo in je v bistvu aktivno visenje. Tole bomo delali predvsem na našemu gripu, oziroma pač kako močno bomo mi štango skupaj stisnili oziroma pač držali in pa na moči aktivacije medenice, se pravi unij posteriorni del oziroma notranja rotacija medenice, tako jaz rečem, čeprav vem, da ni prav. Je pa v bistvu samo to pomembno, da ko mi najdemo pozicijo širine prijema, pol aktiviramo seratosa, da nam prsni koš ne uhaja na ven, da potegnemo lopatice v depresijo in da aktiviramo medenico in v bistvu je pol tak položaj, da je trup ravno noge pa čisto malo naprej, se tule na posnetku vidi. To je prva vaja in to zdaj v bistvu delamo na tak način, da najdemo pozicijo širine dlani, pol pa aktiviramo medenico, se pravi notranja rotacija in to zadržimo. In zdaj lahko delamo ali izometrično, se pravi narediš enkrat to pa držiš 30 sekund, spustiš, držiš 30 sekund, spustiš, držiš 30 sekund, lahko delamo tako je zdaj na posnetku, se pravi pozicija rok ostaja ista in pol samo medenico zategnemo, aktiviramo, zadržimo, popustimo. Zaaktiviramo, zadržimo, popustimo, zaaktiviramo, držimo, popustimo. Važno je, da dobimo tisto občutek za medenico, ker teti položaj moramo pol skozi ohranjati v nadaljevanju. Naslednja je pol v bistvu potek kolen do najvišje možne pozicije, s tem, da še ohranjamo pozicijo medenice in da nam pač prsni koš ne uide na ven, pa da nam lopatice ne popustijo. In to se pač gre progresivno. Se pravi, prvo dvigneš sam do tod, ko lahko, mogoče bo to do 90 stopinj prvič, pol narediš to par ponovitev, par serij, par dni oziroma par tednov traja, boš lahko dvignil više. In pol pač greš do tam, ko lahko dvigneš najvišje koleno. Naj ti bo cilj, da vlečeš koleno v bistvu skoraj proti prsnemu košu, zaradi tega, ker v bistvu trebušne začnejo delovati šele od 90 stopinskega kota dalje, še posebej pol, ko bomo šli na stegene noge. To je pa zaradi tega, ker se dokler vključuje ena mišica, ko se je reče iliopsoas, kar sem tudi že v prejšnjem videu govoril, tako da ne bom zdaj tole razlagal. V glavnem,
potegneš kolena čim više. In prvo delaš to tako, da delaš z nadzorom, se pravi, gledaš pozicijo ramenskega obroča, gledaš pozicijo prsnega koša, medtem ko se ti gibaš, da te ne zdaj začne, da se ne gungaš zdaj na štangi in s tem boš delal tudi na gripo. Ko si tule dosti močen, ko vidiš, da lahko narediš par ponovitev, da pač pa par serij, da si ti zadovoljen, greš pa delati na tak način, da v bistvu dvigneš kolena, zadržiš, v bistvu pregledaš pozicijo vseh tvojih segmentov, traja približno 2 do 3 sekunde in spustiš z nadzorom. In spet dvigneš, zadržiš, spustiš. Ti izometrični zadržek bo v bistvu pomagal, da bo prirastek moči malo hitrejši, kot bi bil pa z samim tempo treningom. Naslednja stopnja je pol v bistvu, ko si že dosti močen, da lahko izometrično zadržiš par ponovitev, par serij, greš iz tega nadaljuješ v to, da dvigneš kolene in pol v najvišjem položaju probaš noge iztegniti tako daleč, ko se da, da te ne začne zibati, pa da ti ne poruši medenice od zadaj, ko imaš posteriorni tilt. In pač na začetku bo mogoče to samo čisto mali iztek, tako na videu kažem, pol na koncu, ko boš pa v bistvu vajo naredil tako je treba, boš pa dejansko prišel do čistega iztega nog, brez da bi ti porušilo medenico, prsni koš pa dlani. In ko si enkrat tako močen, da lahko začneš delati to izometrično, pol delaš to tako dolgo izometrično, da v bistvu dvigneš kolena, stegneš kolena, zadržiš, spustiš z nadzorom. Dvigneš, stegneš, zadržiš, spustiš z nadzorom. In ko si tu zadovoljen, da lahko narediš par ponovitev v parih serijah, lahko greš dalje. In naslednja stopnja je v bistvu že potek iztegnjenih nog. Zdaj pa cilj ti je mogoče, ko si že dosti močen, da lahko prejšnjo vajo delaš super, boš verjetno lahko potegnil iztegnjene noge od začetka do 90 stopinj, pa do nazaj, pa do 90 stopinj, pa do nazaj. In prvo delaš to s tempom oziroma z nadzorom, zaradi tega, da skozi gledaš, kaj se dogaja s tvojo medenico, pa s tvojim ramenskim obročom. In ko si tudi dosti močen, začneš to delati z izometričnim zadržkom. Se pravi, potegneš do 90, zadržiš, spustiš z nadzorom. Ista stvar, izometrični zadržek dodajamo samo zaradi tega, ker je hitrejši prerastek moči. In potem naslednja stopnja v bistvu potek stegenih nog do take višine, ko jih lahko potegneš, brez da se ti bi porušile druge aktivirane stvari, o katerih smo govorili že prej, zato zdaj tule ne bom govoril. In potem, ko priješ, ne vem, na neki 120-130 stopinj dviga, tam zadržiš izometrični zadržek. In pol z nadzorom spustiš. In greš spet dalje in spet zadržiš izometrični zadržek in spet spustiš. In ko boste osvojili to, bo pol kar naenkrat šlo, da boste noge potegnali do štange. In pol v bistvu prijemo do zadnjega dela, mislim, da je bilo zdaj to 6 progresij. Tu je pa v bistvu sam fora, da delaš na isti način. Prvo probaš samo z nadzorom potegniti do štange in spuščanje itak traja, pač je malo hitrejše. Pol začneš tako delati, da potegneš do štange, pa da z nadzorom spuščaš, pa da ti ne ruši medenice. Pol, ko si pa dosti močen oziroma močna, boš pa itak enkrat prišel do tega, da lahko dvigneš noge, zadržiš od zgor pri štangi, pa spustiš z nadzorom. In to je v bistvu cilj te vaje, po mojem mnenju, to je v bistvu končna pozicija te vaje. Če bi začeli še tu kaj naprej spreminjati, bi verjetno vajo že tako spremenili, da ne bi mogli več reči, da je ista vaja. Teda, to je v bistvu to. Pač vaja ni lahka, jaz sem rabil kar en cajt, dejansko sem šele kak mesec, dva nazaj začel delati na tak način, da sem v bistvu od zgor zdaj zadržim, pa spustim dol. In zdaj mi to rata narediti 6-krat v 5 serijah z minuto pauze. Tako da, ko prijemo enkrat do tega, da znamo mi držati medenico, da znamo lopatice vzdrževati tam, ko so, in da z nadzorom delamo, pol se začne vse bolj hitro odvijati in bomo prej prišli do končnega cilja. Najtežje so oni prvi 3 ali pa mogoče 4 deli te vaje, ko smo jih zdaj obdelali. Ko boste prve 4 dele osvojili, pol bo ta zadnja 2-3 bojo v bistvu malo lažji. To je pa to za danes. Upam, da vam bo video kaj pomagal. Vaja se mi zdi in zanimiva in pomembna, zaradi tega, ker ne samo za trebušne, tudi za moč gripa, tudi za moč lopatic, tudi za moč ramenskega obroča, tako sem že prej rekel, tako da kompleksno s vajami je itak všeč. Pa če se ti zdi, da bo video še komu koristil, ga lahko prosim deliš naprej oziroma pošleš karkoli, lajkaš, komentiraš. Če bi rad kaj popravil, prosim tudi v komentar, še posebej, kako se po slovensko pravi imenuje vaja. To je pa to, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!